zdaj s tržnico? Tržnica, ne vem, bomo probali, če se da. Jaz sem ta projekt tudi več zagovarjal, seveda. No in tudi povem, zakaj, tudi niste poslušali. Ker so z istim Vidmarjem, tem Nejcem, o katerem sem govoril, naredila analizo delovanja centralne tržnice, obratovanja centralne tržnice, vključno z kakšno hrana se prodaja in od kod se prodaja. No in potem, ko smo to spravili v diagrame, se pa popolnoma jasno videli, da je ona izumira hitro. In da se spreminja v nekaj drugega, da to ni tržnica, da je ta tržnica samo v sobotah. V resnici upravlja svojo funkcijo. Ostalo pa bolj prazen, podelkih čist, tako, da je grozno stanje. Ampak zdaj se je videl ti po letih. In to smo naredili lepo študijo, da bi prepričala inicijativo, tržnice ne damo. Ampak noben ne vidi v tem, da je to problem. Da ta tržnica je postala pač shajališče Ljubljančanov in drugih turistov, ki pridejo v mesto, tudi izven sezone, ampak v bistvu oni pridejo samo v soboto. In takrat je to res tržnica. V glavnem je pa to shajališče. V glavnem je to ena velika gostilna. Jaz zdaj ne bi stel našteti, lahko pa poskušam zdaj z glave našteti, koliko jih je. Recimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, enih 25 gostiln je tam. Ampak res sem zdaj po glavi še štel, koliko jih je 20, 25. Ne, na tržnici. Prav v tržnici je gostilna. To so sami lokali. Po obodu. Tu v Plečnikovi tržnicah so v bistvu zdaj to. Prav to je gostilna in zdaj je to fajn. Zdaj se mi prizadevamo pogledati, zakaj je pa šla ta bolj dejavna tržnica. A veste, tista, ki je bolj skrbela za dnevno preskrbo, za pridelki teh okoliških kmetij. Zakaj so šli v BTC? Tam je pa skozi. Ja, zakaj? Ja, prav zato, ker ima parkirišče, ker ti priješ lahko, nabaviš hrano, nabaviš gajbice, kot se temu reče, kakorkoli, in zato, ker je v enem okviru enega normalnega trgovanja danes, ki zahteva neke pogoje. In zato je se tam šla in so šli tja in zdaj bi jim radi vrnili. Zdaj se prav spomniti, in to je prvi razlog. Kaj so že kontraargumenti? Potem je tik pol ne bo. To, kar poslušam, kontraargumenti, da se bo, da lahko škodi. Ne, lahko. Probam se spomniti, da to ne morem, lahko škodi, ja. Ne, da lahko škodi, da se lahko konstrukcijsko škodi dejansko Plečnikovi tržnici, pol neko grobišče ali kaj že. Pa ti moraš, dejstvo, je bi samo dejstvo. Probam se spomniti, ne vem, jaz točno to bi. Jaz lahko povem, ampak dobro, to preveč razglabljava. Ja, njihovi razlogov je več. Ja. Prvi razlog je ta, ki ne drži. To je? Torej, mesto je z tem, pravzaprav, da bi odgovorilo na te kritike, seveda skrčilo garažo do minimalnih gabaritov, kot se temu reče. Ja. Predvsem, ker je upoštevalo arheološke raziskave. Tako da ta severni rob, tam, ker je ostanek neke cerkve, pa ker je pokopališče frančiškanov, tam, ker je ohranjeno in situ in ne bomo. Mi ne. Je pa ostalo in situ nedotaknjeno. Potem je bilo narejeno več sond, kaj pa je pod sredino, ker tam je bil nekdaj samostan, ampak to je bilo že porušeno, ker tam je bilo pač gimnazija, ni bila. Vodnik stoji pred vhodom v to gimnazijo. Zato kaže hrbet. Ne vem, kako. Ampak te so narejene sonde, ki ne kažejo, da je tam noter neka karkoli pomembnega, arheološkega. Ker so verjetno že med gradnjo, seveda to je bilo že enkrat zgrajen, lahko da je nekaj ostalo, ne vemo. Ampak to ni tega se tudi Plečnik je lotil, da je to vse porušil, seveda. Tudi on je naredil, tudi klet je naredil, med drugim.
Ampak pustimo njemu ta mit, da on lahko ti ne smeš. Veste, ampak to je raziskano in ni to, kar trdijo. Se pravi, to ne drži. Okay. To ne drži, ja. Dej, umik je bil tudi napravljen na zahodni strani, zato da ne bi mogoče semenišče, ker semenišče bi morali razpokati. Ja. Ta je problematičen, druge ni, ne? Ker na severu smo rekli, na jugu itak ni izkopal. Ne? Zdaj, vse ostalo mora biti v rokah hidrologov, inženirjev. To jaz ne morem. To poglejte, raziskave. Ja. Ne. Ona mora biti tako težka, da je voda nadvigne. Zdaj, kako, veste, to je verjetno... inženirski problem. To je inženirski problem, ampak inženirski problem smo že v vodo rekla, da pri nas premalo spoštujemo. Veste, da premalo spoštujemo to, ne? Da tudi inženirji lahko kaj rešijo. No? Da zato imamo inženirsko stroko, ne? Da ona rešuje. Zato vse te stroke, ki se ukvarjajo s tem vprašanji, morajo nekaj odgovoriti. In na koncu seveda tudi pridejo neki konstrukterji, ki znajo to rešiti. Tako da v to se zdaj ne morem, lahko pa je vedno kaj. Seveda vedno lahko kaj. Ampak v glavnem je ta prenova narejena za temu, da se ohrani tržnica, izboljšajo pogoje za njih. Ja. Izboljšajo potem tudi pogoje za ta food court, kot se temu reče, ki ga zdaj ni, da so pač gostinje navadne. In da se seveda spravi še avtomobile, ki so na Krekovem trgu nujno potrebni za nadškofijo in tisti, ki tam stanujejo, tudi podjemno. Da bi tudi oni parkirali, tako da pa in samo neki parkiriš, da te znam številko biti, ni važno, ampak so tu za kupce. Ampak to je en širši projekt, ki se začenja s tem, da je treba Marovo hišo dokončati. Tako se je začel. In tako smo tudi mi na fakulteti študenti to delali. Da smo pogledali najprej, kje hiše imajo slepe fasade, ker to je moja bolečina, da je že 40 let. Slepe fasade govorijo, da si nisi sposoben bil nadaljevati gradnje. Ti si nekaj zgradil in potem nisi bil sposoben, ker nisi sposoben, nimaš moči te. In Marova hiša seveda ima 2 slepe fasade. Ker začne se s tem. Ker slepe fasade, pa neporavnana slemena kažejo, da nima moči ta skupnost, da bi uredila. To sem tudi napisal za slepe fasade, kolumno, da to je nekaj nemogoče, da imaš ti slepe fasade. To pomeni, da nimaš moči, da bi mi 2 slepi fasade nekaj zgradil, ker si kregaš, ker ne da, pa tako naprej. Niti tega, ker je osnova urbanizma. Osnova urbanizma ni slepih fasad. Na koncu. Osnova oblikovanja mesta je to. To je cilj. Saj tega ni. Inženirsko stroko. Zdaj to je težko. Zdaj smo poklicali seveda različne strokovnjake od vsega začetka. Že, da so skušali prepričati to javnost, ampak njih se ne da, ker po mojem se civilni iniciativ ne da pa nas prepričati. To je moje mnenje in moram to tudi jaz objaviti javno. Ne da se. Ti moraš, ker ni tega sodelovanja, se nekaj so že o tem govorili. Unija na sprotni strani in ne bo popustil. Ne bo. Konc. Dokazi ne bo, ker hoče, da je uno. Medtem ko je kot projekt, kot rečeno, v Grajskem hribu je neuresničljiv. Aha, to je alternativa. Kaj je alternativa? Zakaj neuresničljiv? Zaradi raznih inženirskih pogojev, predvsem pa zaradi teh zapletov za lastnino, ker ti moraš imeti izhode skozi privatna dvorišča in tako naprej. Da nima smisla, da je razglabljamo. No, ampak, ker smo njih pri inženirjih, če preskočim za iztržnice, kako je sodelovati pri enem takem mostu? Kaj ima pravzaprav arhitekt pri takem mostu? Recimo jaz nimam pojma, v resnici ne, ker delam za hiške. Kaj pomeni narediti most za arhitekta? V tem sodelovanju, ki je bilo mogoče to prvo in zadnje tako pomembno, se je dalo seveda to preizkušati malo, kaj je lahko arhitekt in kaj je konstrukter. Konstrukter ponuja razne
konstrukcijske rešitve. To je bistvo. Se pravi, spoj, bi lahko rekel, horizontalna konstrukcija z vertikalno, ne, po domače rečeno. Tukaj, kako je ta spoj in on študira različne, kako se to speljejo sile. Ne. Kako se pelje? To je ključna stvar, po mojem. In zdaj, tako je bil ta projekt nastavljen, iz več variant. To je ključna stvar. Ne? In potem se študira tudi istočasno tehnologijo gradnje, kako se bo, ne? Ali prostokonzolna ali druga. Da nima smisla, da vse to obdelamo, kot da bo celo predavanje. Ne, ampak tako, zanima me. Ampak zdaj, kaj je pa tisto, kar arhitekt naredi iz boja, ne? To je umestitev stebrov. Ja. To je bila ključna stvar. Veste, da ti pogledaš pa vdelač, kako se bo recimo videl on iz Trsta, kako se bo videl iz recimo Miramara, rečemo. Ja. Kako se bo videl iz Doline. Ne? Da bi, to pa je arhitekturno, da bi on vendar predstavljal ta viadukt, nek portal v Istro. Ne? Iz daljnih pogledov ne bi deloval kot portal, da ni, veste, da ni luknja, da ni nič, hkrati pa da ni pregosto, ne? Ampak kako to razporediti, da bi izgledal kot nek portal v hišo, klasični portal, kot se reče. Ta ideja portala se mi je zdela bistvena. To pa pomeni, da je bilo treba potem izbrati tisto konstrukcijsko rešitev, ki omogoča to razporeditev stebrov v teh proporcijah, ne? Proporcijah teh praznin, ki jih dela, no? Kakorkoli temu reče. Ne? Pa kako izgleda tak projekt? In to je to. To najprej vi skico narišete, pa on to je ena, dela katalog. Ne, istočasno. On dela to, drugače so pa makete dela. Maketo kompletno in to v biroju sem ga imel samo odzgor. Je to Lušen, seveda sodelavec bil, arhitekt. Tudi Janez. Ker smo tako veliko maketov naredili, da je morali iti ven čez vrata. Ne, se veš, maketa terena je bila narejena kompletno, tako kot mora biti, ne spet računalniško, čeprav se je že dal, ampak nimaš predstave, deleš pogled. Maketa terena je. Maketa terena in smo postavljali te stebre gor. No. To je ena. To je bila ključna stvar, je ta umestitev. Območje ste pa vzeli za to maketo terena? Ja, ne vem. Tak, kot ta lesova, tako je bilo veliko. Da ne vem, kjer merijo je to. Ne, ampak mislim območje, kilometer ven, 5 kilometrov? Ne, to pa ne. To je v glavnem ob tej trasi. To je ob tej trasi. Ob tej trasi, ja. To so te glavne, ker tam je tudi pač ta topografija zelo jasna. Nimaš kaj dol, gor. Do roba, ne. Topografski rob, ne. To zdi tako je tle, no. Do roba, ja. Robovi so tisti glavni, ne. No, ampak to je bilo pa opazovanje, kako se bo videl z Istre, ne, kako se bo videl z bližine, z prvih, ne, teh naselij, kako se bo videl bolj dodaleč. To tukaj pomagaš, ne, tako, ker to nima te niti ambicije, niti te šole, ne, da bi jih to zelo zanimalo. Ja, to je bilo zelo zanimivo. Druga, kar je pa, kako so potem oblikovani stebri, ne, to pa treba skice narediti, ne, kako speljati in potem se kaže to pa tudi v detajlu. Kako se speljajo sile, ne, da bi izgledal kot mišica, recimo. No. Ne, da tečejo čim bolj tekoče, ne, da ni tako, kot je eno nastavljeno tudi tako, da je tako porezan, pa tako, ne, dobro, da tako nastavljeno, da teče tekoče, recimo. In kako te linije potem ti s porezavam vogalov narediš, da jih, ne, bi rekel, da oblikuješ te težke pravzaprav konstrukcije v ten arhitekturni način. Ne vem, kako to drugače povedati. To pomeni, da ti posnameš tako vogal, ne, oziroma te ostre vogale, da jih malo olajšaš, da potem zgleda res, da pač teče. No. Tako ta potek sil potem ti dooblikuješ, tisti, ki izračunam ga dooblikuješ. Zapravo imaš detalj, pa veliko celoto. Ostalo on nastavi. Predvsem pa ve to temeljno pravilo, da je samo tisto, kar se lahko zgradi. To ima, ne? Ker tretji vidik, ki ste ga preomenili, pa še kako se bo zgradilo. Ne? Ja, tako, ampak to ima pa on čez. To pa on ve. In tukaj zmagali smo pa zelo preprost pomislekom, ne? Premislekom. Ja, ta konstrukcija je bila najbolj racionalna. Ker je en steber nesel 2
obe cestišči, ne, ločeni. In to so bile lepe skice, ne, kako se to razveja, ko se te dve podpori v eno A spravi. se je iz natečajne rešitve do realizacije veliko spremenilo? Ali? Ne, se ni. Ne. To boš roko vleč, no te Ja, ja, linije, ja. nam da je kazal, ker je enostavno, ampak kako to gre? Ne, Ker- se si predstavljam. Ker prej so bile pa tako tudi rešitve, ne, da Ja, ja. tako prime, pa gre sem pa dol, ampak tudi togo, ne, a veš ti kako Ja, ja. in Taki naravi ne zgleda. to zgleda tako in v bistvu zdaj je ta spoj, če to res koga zanima, je bil ključen za oblikovanje, ne, do oblikovanja tega, ko je enkrat že vse stoji pravzaprav. Tako kot ti krivino, ki se spušča, zdaj prenešeš, ne, skozi steber, ne. To je dvojna krivulja v bistvu, ne, in to mora teči. In tukaj teče. To je tekoče linije samo in druge ni. Zdaj tam zraven gradijo torej te železniške eke. To pa me ni poklical zraven, nič hudega, ampak to pač jaz ne bi speljal teh. Ne bi tako naredil. Ne bi tukaj speljal sploh proge, ne. Jaz sem se tudi prizadeval, da ne gre tle ta proga. Aha. Pa so me prosili, no, če bi mogoče, ker bo zdaj išla neka publikacija, ne, v tem drugem tiru, če bi nekaj v teh premostitvenih objektih napisal, sem rekel, da ne morem, ker sem proti tej trasi, to je pač narodno, ker ta trasa pač, včasih si tudi proti. Proti. Ta trasa je pač morala iti predraga, ne, Ja. predraga je, to je absolutno, in teče po trasi, ki jo je generiral priključek na italijansko stran, ne. Zato delata ovinke proti Italiji, ne, ker moraš po drugi strani jeti, no. Se pravi, druge bi bila po vašem. Z druge strani, ja. Optimalna. Ja, potem ne bi šla pod tem, z druge strani pa šla. Ja, ja. Ne bi šla, ne Pod bi njim pa sekalo, vmes pa ne bi nekaj, ja. sekalo vmes, ker to, če nekaj seka, po mojem, ali pa po najnem skupnem premisleku je nekaj narobe, ne? Da ena infrastruktura seka drugo, ne bo, da govori o tem neumnosti, da je zdaj en narejen, pa bo treba z druge strani stebra še enega narediti in tako naprej, to sploh ni pametno. Ampak da seka, ni prav. Ker vsaka trasa ima svojo logiko. Veste. In bistvo takih tras je, da, ne, kot da teče voda v dolino, tako mora iti, ne, to je naravno. Ne. Ja, ja. Ne, Ja, da ker ga ti kaj peleš, pa ga pa nazaj peleš, da boš... No, ker to me je zanimalo, odkar sem videl, ker je začel dobivati to neko obliko, kakšno je vaše mnenje kot osnovnega avtorja tega, ker Nič hudega ni. Mislim, da je. Preživiš. Jaz sem, da... Ne, je res, moram priznati, da je tudi to bilo v tem, da si branil ta viadukt, ker je on je pač edini največji, kar jih bomo imeli, ne, v Sloveniji. In on je del dediščine inženirske, kakorkoli kulturne, in on je s tem nek skrunjen na nek način. ja, Ne. no, točno V bistvu tako je. jaz to malo čutim. Seveda, V tisti bistvu tam je, pol je čisto vsem, kako bo oblikovano. pod nogam se mu nekaj nekaj se plete, mota, ja. ja. Ampak jaz bolj gledam, da je trasa bi bila lahko boljša. Mislim, da je tle druga varianta, ali pa več variant, no, ampak ena najlepših bi bila, da bi jo po isti speljali, ampak so zaradi politike niso po isti speljali. Zakaj ne? Ja, najlepša varianta je bila, Po- da bi to, kar je narejeno, da bi to pustiš, ne posegaš v naravo. To železniško traso. To poteke gre že, kar po tej isti. Da bi kaj razširili, naredili dva Ja, tira. ali pa se naredi lokomotive, ki ena pela gor, ena dol, pripne se dve lokomotivi, drugače reči. No. Tukaj so bile celo druge rešitve, take, da je to, kar dol porab elektrike, pol tudi gor jo dobiš. Pa to so, ampak najlepša trasa, ki je bila narejena, je šla po drugi strani, po obstoječi, brez težav. In je tudi narejen bil filmček, in si ga lahko ogledate, po mojem, če še na internetu, boste videli, kako je res. Ona teče tako le dol. To je res zanimivo, zakaj se pa ni te Zato, ker se ne vem, da ker se to da več stane, ne vem. Zato, da so dali prav tem, ki stanujejo ob tej trasi, da ni fajn, ker nimajo radi vlaka nad sabo. Ampak koliko je toliko teh ljudi, koliko je teh, ki so proti. A veste, koliko je vaščanov, ki, ne, proti tem neskončnim denarjem, ki grejo in proti, seveda,
posega v naravo, ne, in vse te kraške jame in to naprej. Ne, ta trasa je pa absolutno škodljiva, ne, na nek način. Oziroma rane dela, ne, čeprav so tudi pod zemljo, ampak v bistvu je škodljiva, temu rečemo. No. Ni so naravna, ni tako, kot so rekla, da teče voda. Ja. Predvsem pa ni v tistem, ki je že, ker to je eno načel, Ja. ki je že. Pa še popravil bi jo s tem to, ne? Ker pomeni, da ta drugi tir bi sam tega popravil, ki je že obstoječ. Drugi tir bi sam popravil. Ja, tako je. Drugi bi sam popravil. Ampak jaz enega bi težko pa vas še dodal. prepričam, Ne. ker je bil film narejen, ker najboljši film pogledati. Ja. Ker se vidi, kako to lepo teče. Tole. In kako se lepo izteče pol. Se pa tudi spet enkrat, ko si v Rižani dol, lepo teče. Jaz se vozim skozi vlakom in imam kologo, se vozim tudi v Izolo, se vozim pa na obalo, se vozim z vlakom, s kolesom in zato poznam to. Lepo pot, prej lepo to. Čez Črnotiče, tam okolje, uživam v vožnji, ker je lepo dol. Imate vikend na Krasu, ali kako? To ima pa na Krasu, ja. A lahko sam za konec še eno stvar. Je vikend, ampak je v bistvu ruševina rešena. Sej logično, se izhaja iz celega Sej tako, v tem pogovora. smislu sem mislil. Ja, On je zelo premišljeno urbanistično, ker je zadnja hiša, Ja. na koncu vasi, v vasi, ki je na koncu, ker ni naprej ni nič. Tako da je dosti na samem. To je že tako, kot naša torkja tam bilo. Ja. Je, in to je bila ruševina in je bila res za malo denarja postavljena nazaj in z malo neinvazivnimi, kot se temu reče, posegi. Vse je puščeno tako, kot je bilo, razen tam, ker zabetonirajo, da ne razpade nekaj. Tako. In tudi vsak košček ohranjen, vsaka ploščica ohranjena, vse, kar je, vsak pohištvo kos, ki je bil noter. Tako da je v bistvu neka arheologija, ampak je vse skromno, ampak je v bistvu za veselje, ne? Zato, ker greš čez vikend kaj in si na vasi, ne? Ker tam je vas še dela. Ne? Veste, tam so pure, tam je govedo, ne? To je fajn, ker v drugih vaseh teh ne. V tem koncu. No, ni, pa to drugače ni tega. Te vidile ni, ampak tam je en gospod z mlado familijo, ki se je odločil, da bo, če bo zdržal še, no, ampak on je pač tam kmetuje. Ima vse, ima koze istrske, ima konje, ima. Tako da sem vesel, ne. Mlad, ne, nek. Meščan, ki se je preselil v vas, da ima to, no. In po nasprotno sosed tudi ima, se tudi pač je vinogradar še in tako naprej. Tako da je neki, da ni vikendi, ne, da ni tisti vikend. Ampak v bistvu je rešen, življenje je tudi malo, no. Ampak to živeti v dveh prostorih je fajn, no. Istočasno, no. Samo še eno vprašanje, mogoče za konec, to, kar sem že tudi profesor Gabrielčiča malo sprašal, ker me živo zanima. Če bi se zdaj namenil, prej ste omenili, da ste delal tisti predmet, ne, za arhitekturo. Ampak recimo, arhitekturo mesta, ja. Ja. Če bi se zdaj namenil narediti alternativno fakulteto tej naši, kako bi se jo lotil? Kako bi organiziral za seminarji, samo s predmeti, digitalno v vašem primeru? Ja. Mi smo imeli, to je tudi zanimivo povedati, ker razlaga tudi aktivistično naravo, no, ki malo tudi seveda mora biti destruktivna. No. Jaz sem bil tudi en od pobudnikov, da bi ustanovili akademijo za arhitekturo, ki bi se imenovala Jože Plečnik. Ne. Ker je v bistvu bila izdaja fakultete na nek način. Ti na fakulteti si docent, ampak nas krivamo pa ustanoviš neko akademijo. Ampak v tej akademiji bi bili tisti, ki niso mogli priti na to fakulteto. Ne? In zakaj? To je izhajalo iz tistega nekega obdobja,
ko smo mi ugotovili, da moramo se vsi sami naučiti, ker zgodovine ni noben predaval. Kaj da se morate vsi naučiti? Sami naučiti stroke, ker zgodovine med drugim ni noben predaval. Ja. Mi smo bili pač takrat študirali, ker noben ni predaval zgodovine. No. Smo imeli profesor zgodovine, pa ni. Ampak zdaj je brez veze. Ni, so bili prestari. Zgodovine se ni umenjalo, Plečnik se ni nikoli omenil, kje je, da bi to. Pa Fabijani. To. No, se vse, ampak se ni. In mi smo verili, da je ta skupina Parabejev je verila, da mi moramo se sami naučiti. Ne? Sami postaviti nek nov temelj stroke. No? A veste, kot, ki je pač bližje te arhitekturi, no? Ki ne zanika tako in tako naprej. Ampak a veste, na nekih preprostih izhodiščih arhitektura izhaja iz arhitekture. Ne? Da je arhitektura kot arhitektura. Veš, če smo te povezave nekako iskali in smo se morali sami naučiti. To je bilo zanimivo. Ker je pač ni bilo. Ja. To lahko seveda, kakorkoli je pogubno, ni pogubno, ampak je za neko generacijo bilo neverjetno pomembno. In seveda, kaj je to pomenilo? To je pomenilo, da moramo tudi sami napisati knjige. Da moramo sami raziskati Plečnika. Seveda tudi s pomočjo kolege Prelovška, ne? Damjana. Ne? Ja. Tudi seveda, ampak predvsem sami. Sami smo upravili to največje delo, ki se mu reče Ever Complete od Plečnika. Se pravi, so morali z Andrejem Hravskim prepotovati celo Jugoslavijo, se pravi, vse te kraje, ne, do Srpski Krstur, Bosna, Hercegovina, vse to so morali, Hrvatska, vse. Kjerkoli je bila nek sled Plečnika, Ja. in seveda tudi tujino je, ne, povsod raziskati, ne, in potem narediti ta Ever Complete. In to delo je res, kako bi temu rekel, pomembno. Ne bom druge besede povedal, da je kapitalno, pa to nima važno. On je pol osnova lahko za raziskave, ne? Ker v njem so objavljena namreč vsa dela. Ker do takrat so umetnostni zgodovinarji v glavno raziskovali tiste, ki so bila samo tista dela izpostavili, ki so bila najboljša. Ne? Tako to je easy, ne? Ja. In ti pol narediš tudi monografijo na to, to predstaviš in to je seveda kurantno, ne? Ja. Ampak gdje pa raziskati vse, to je bila ena velika naloga. Ja, to si pa predstavljam. No, ampak zdaj, ki je to sledil, ne, si mogel pol tudi nadgraditi še Pocetovo delo od Fabijanija. In potem seveda je AB šel tudi kot neka posebna izdaja, tudi arhitekta Vladimirja Šubica. In potem smo zdali še en, ne, to so bile te oblike, da si ti pač ves denar dal v eno knjigo, rajš, ne, namesto teh revij. To je bilo tudi eno obdobje in smo tudi v urnika. To se pravi, mi smo postavili vso zgodovinopisje te, veste, po konci in se vedno čudi, zakaj moramo mi delati. Ampak potem je tudi, so naprej še nadaljevali, ne? Veste, ta zgodba. To je zanimivo, ne? Ja. Veste, je tudi res neverjetno, da so mogli arhitekti potem seveda tudi polpreteklo zgodovino, ne? Se pa tudi jugovce je bilo treba obdelati na novo. Ja, a veš, Maruša Zorceve to naredila, to je pa že druga generacija. To je pa že naslednja generacija. Ja, in potem tudi Savina Severja. A veš, in to je, a ni to neverjetno, no? Ampak s tem, Ja, no, kaj, ampak zakaj? Nekdo mora Ja, to ne, narediti. se imamo mi fakulteto, ne, filozofsko, pa imamo oddelek za zgodovino, pa se imamo muzej. Ni bolj poklicano, da to arhitekti Ne, naredijo. to bi morali pač, predvsem to delo Evra Komplet bi morali pač zgodovina narediti. Se nič ne obsojam, sem to naredil. Meni se pač pa zdi naredili. slabo, da ste to Meni se pa zdi, da je to bil velik napor, no? Da poleg vsega pa tega, verjamem, kar da je bil. govoriva, da prav, ti moraš projektirati, imaš šolo reformo delati, ne? Moraš še vso to zgodovinsko, pravzaprav, vse te zgodovinske raziskave v bistvu narediti sam. No? To je ena velika stvar, ne? To ste me vprašali. Ne, upravi. Zdaj seveda se je takrat pokazalo, kje je ta manko. Okay. V zgodovini predvsem. Ne? Veste, smo imeli pol idejo, da bi iz teh, ki so raziskovali, ne, v bistvu le, ker se ni dal na fakulteto pripeljati, mogoče imeli neko akademijo za arhitekturo, ki bi
temeljil, ki bi ta del, ne, a veste, ki se ki ima ta del močneje zastopan. To bi bil samo en segment. Ja, ampak so pol sestavili tudi naprej, da je to ni varno. To je bila pač ideja, itak se pol ni šlo, ker smo mislili tudi te kolege, ki so takrat se uveljavili v stroki, pa niso bili na fakulteti, da to akademijo. Ne? Kot recimo Vojtka Ravnikar, skupino Krasen, tako naprej. Kot predstavnik. Se pa najbolj napredne tudi, seveda vredno profesorja Vodopivca in Kobeta, vse tiste, ki so takrat tvorili ta krog, bi spravili v to akademijo, ampak je bilo zgleda lažje spraviti jih potem na fakulteto. Ne? Ampak je bila pa tudi ta ideja, no? Da tista šola se ni dal prenoviti znotraj, da bi ustanovili nekaj. Da bi nekaj svojega. Ja, ampak to je potem povzročilo, da se lahko... Da so lahko oni notri. Ja, to je bilo glih zatem, par let zatem, ko sem jaz šel ven, da so potle oni. Ki je, ne? In potem se je začelo tudi to lahko predavati, ne? Drugače pa ni, ne? Ja. Mi smo se morali res sami izučiti. In to je ena zanimiva, druga zanimivost je pa, da smo ta skupina okoli Beja napeljali se na Italijo. To je tudi mogoče se premalo ve. Predvsem to zanimanje za vprašanje arhitekture mesta in kontekstualizma in genius loci in vse teh razprav, ki so bile takrat aktualne, ne? Da se popravi ta razgradnja, ta razpad, razkroj evropskega mesta in te mestotvorne kulture. Ne? Ker takrat je bila pač še zmerom se to dogaja. Ja, ta razgradnja, seveda. Razgradnja med hišo in mestom, ne? Med arhitekturo in urbanizem. To je pač modernizem področja. Ne? In smo hoteli to. Ne? In zato smo se obrnili pol na Italijo, to je bilo zanimivo, na Aldo Rossi, ne? Na to italijansko šolo, ne? Arhitektura della città in potem vse te teoretike, ki so podpirali to teorijo mestotvornosti, bi lahko rekel. Carlo Emonino, zdaj se ne bom jih spomnil, ampak te, ki so monestiroli, ampak da smo se na Italijo uprli in smo se seveda odprli tudi vezi z italijanskimi arhitekti. Tudi to je bilo zelo pomembno. To pa zato, da smo lahko iskali sintezo med moderno arhitekturo, vzpostavili kontinuiteto in to, bi lahko rekel, historično izkušnjo. To je bila neka ideja, ki bi moral tudi napisati, no? Ki je neizrečena bila do zdaj. Da bi ne naredili zdaj postmodernizem, ker ga v Sloveniji ni bilo tega ameriškega. Ja. Tudi naši profesori ga niso prav razumeli, ne? So kar naredili pač te pastiše in tako naprej, med drugim tudi Ravnikar, no? Se kakorkoli, ne vem, koliko je imel zraven, ampak mi nismo šli po tej poti, ne? Naša arhitektura ni bil ta postmodernizem ameriškega tipa. A veste, da ti delaš scenografije in vstavljaš neke historične elemente, ampak smo šli od začetka, ne? Koliko je šla arhitektura skupine Kras, ne? Veste, temelj arhitekture, ne? Recinto, ne? Steber, ne? A veste, te osnovne zadeve, ki morajo biti osnovni elementi arhitekture, ne? In da bi naredili arhitekturo, ki govori, ki je parlante, ampak ne zato, da je historična, ampak da upošteva tudi moderno. To smo mi gradili moderne hiše, ne? Tudi Vodopivci in Kobes, to so moderne hiše, ki pa upoštevajo vse tisto, kar je v zgodovini arhitekture bila temeljna govorica arhitekture, ne? Stavbe in tako naprej. In to se mi zdi, in potem kraja. Ne? In to je bilo zanimivo in to so potem iz Italijani odprli to smer v Italijo, tudi v Furlanijo, ne? Julijsko krajino in v Trst. Ne? To je bil profesor Semerani, a veste, njegova žena Tamaro in potem to smer furlanskih arhitektov velikih, ne? Gino Valle, recimo, to je izjemen arhitekt. Ampak smo imeli potem te vezi odprli, ne? Mi smo odprli pot v Italijo. Ampak kaj ste dobili od Italije nekako, ali so oni... To so bili prijatelji, oni so razvili to smer. Oni so ta modernizem imeli, ki ni bil ta radikalen, ampak so oni odpirali te iskanja, kako to povezati. No? To je zanimivo, tudi za naju zdaj, ko obujam. Kako historično arhitekturo cepati na moderno. Ja. Ker to je sinteza pol, ne?
Ne da je eno pa pol drugo. No, ker to je nekaj, kar In zato nisem nobena postmoderna hiša zgradil v resnici. Ne veš, da bi timpanončke delal pa to. Ja, no, dobro, to. Ja, ne, pa to ne bom drugih imenoval. To ne bi. No. Ne, pa nas se tega ni bilo, drugo je pa bilo. Verjamem, no, saj Ja. pri nas To je zanimivo, da to Slovenija pri na nas več ni bila. področjih je fino, da mogoče Ampak včasih to- malo caplamo Ja, zadaj, ne, da ampak kar to zato, preskočimo. po mojem, le zato, ker smo mi prebili to. Aha, To je bila, po mojem, le, ker ta pot je bila močna. Ne? A veste, mi smo držali tudi Jugoslavijo, ne? Se smo imeli razstave v Zagrebu, v Beogradu in tako naprej, smo držali to sceno. Mislim, zaradi tega. Jaz bom danes rekel, ni bilo te kič arhitekture, scenografske, neličene, no? Da ti na neko, a veste, da v bistvu dobesedno vzorce iz zgodovine pa ustvarjaš, no, bi rekel, ne? Da ni bilo tega repliciranja, no? Res te mi zdi to prav. Ampak gre za pravila, ne? Temeljna, ne? Ki jih je pa zgubila, ne? Na tem arhitekturi. Ti nisi vedel, kako hišo prideti, ne? Čakaj, vhod mora imeti hiša, ne to, da je elektrika pa pol se vrata odprl nekje, ne, da greš mimo nje. To se nam je zdelo, da je mogoče prav, no. Preprosto povedano. To so tako temeljne načela ali počela, ki so v zgodovini skrita v arhitekturi, le izrazljiva še vedno. In to je še merno. Kaj sprede, kaj zadaj, jaz ne vem. Ja, ne, se strinjam. To smo tudi preprečili, to box arhitekturo, ne, ki je res izrazna in tako. To je zelo zanimivo, ampak ta pot v Italijo je zanimiva. Ne? A obstaja kaj literature na to temo, pravite, to, ki ste imeli toliko teh aktivnosti? Ne, to je obe objavljeno, so imeli predavanje in tako naprej. Ampak je zdaj šla ena knjiga, ki je en Italijan napisal, ki pa ne morem zdaj, da se spomnim po tolikih urah. Ja, okay, ampak eno temeljno delo, ki je opisalo to obdobje. Natančno. In je dobil, pa se lahko pogledate, in je dobil tudi, smo se zavzeli, Plečnikovo medaljo. Letos. Italijan. Ja, Italijan. On je naredil doktorat na analizi tega obdobja. Slovenske arhitekture. Bom ali vprašal, kdo je bil že zdaj. Ne, mi je naročen, ampak to morate zbrisati, ker ne smete to, da ne vem. Ampak ta moment se ne spomnim. No. Sej. Ker se imam cel dan že, da. Ja. V glavnem, no sej. Jaz sem začel v biroju, kako ni Ambar dati na hišo, tam v Murski Soboti pismo, za zastavo, ne. Ker so pozabili vgraditi konzolo od zunaj, fasada pa že fertik. Malo odprli fasado. Ja, ne, pa smo rekli, da jim bo pa kar za vogalom, tako da vzad narediš, ne. Te ni na fasade, da je zad, pa ne bo pol 2 metra višji, če bo, ne vem, pa vse. Ampak pol, ti veš, ti imaš toliko tega, pol končava pa ob 8, da pregledam cele zgodovine, no. Ampak sem bil vesel, da je en gospod, ki smo ga podpirali, sem mu dal tudi svojo diplomo, vsi smo mu dali svoje poglede, in tudi dokumentacijo, da je lahko to knjigo naredil, skoro je in Italijan opisal. No. To se mi zdi, da je prav. Ja, da je bolj objektivno. Ampak lepo, da smo s tem zaključili, da sem to izdal, da mi smo šli to potovanje v Italijo, tako kot ga imel Plečnik, ker za njega je on izprevedel arhitekturo, ki je šel v Italijo. Ne. To je jasno. Vsem. Ker on prej ni vedel, on je videl fotografije, pač ne bo gledal, pa se tega čisto. In tako mi smo šli pa tudi to potovanje v Italijo. In na drugim smo imeli stike tudi za univerzo, zelo zanimivo. Tudi moja malenkost je bila imel predavanje, se pravi biti gostujoči profesor v Peskarju, recimo. No? To je v Ketiju, to je Fakulteta za arhitekturo Univerza Gabriele D'Annunzio, to je zelo zanimivo, da je to zelo daleč. V Brucih, ne? Ampak smo imeli pa stik pa z res izrednimi profesorji iz Rima. Ne? Ker to je, če greš čez Apenine oziroma pod njimi, je Rim, potem je Bruce. Ampak to so tudi podreka poklica, pa tako, to je napredna fakulteta, med drugim. No? Ampak to je le bila italijanska
Italijanski veter, no, se mi zdi v razvoju slovenske sodobne arhitekture se mi zdi zanimiv. To so bili res prav kolegi, tudi Gino Vale sem ga občudoval, ne bi izredni arhitekt. Tudi pri njemu doma in to naprej. Ja. To so bili kot zanimivo življenje. No. To so pa dobivali tudi, no tako. Ja, razumem. V redu, neč. To pa je res dovolj. Ko želi, ja. Jaz sem res vesel, da ste se oglasili tukaj. Pa tudi, kako se temu reče, vesel, da ste. No. Ok, hvala. Ne, dejansko toliko narejenega, toliko znanja predanega, toliko enega naboja. Ne nazadnje, kot sem prej opisal to anekdoto, ki je meni dala puške, se jo vi sigurno sploh ne spomnite, ker vam je sporadična. Ja, je. Ampak so k meni hodili še res. To se da od vas črpati. Ja, je res. K meni je prišel tudi tako en arhitekt pač iz Grosupla in rekel mi, ne da upravna enota, ker se zajbava, ne, ker ima eno hišo, pa on bi naredil dvojčka, pa ni dovoljen dvojček. Kako ni dovoljen dvojček? Ja, ne moreš, pa zakaj ne pismo, ker čist brez veze, če je v istem gabaritu. No, ampak sem pa svetoval, ne, ker sem narisal, nared ena vrata, ne. Pa je narisal, pa je zgradil. Se bi se on tudi sam spomnil, ampak se nekak ni. No, ampak to je ta. Ti narediš en vhod, pa se pa not razdeli na dva. Ne, to je samo... Ampak ko sem zelo pomagal, tako, vedno zelo rad takim... To je stvar te prereguliranosti. Mi smo naredili hišo. Ja, je groden to, ja. Kako? Ja, je groden, ki je prereguliran. Moram prižgati, če me kdo išče, veš. Ok, sej. Sej bom takoj nehal. Jaz sem ga sam ponovno vključil, še se mora zagnati. Se mora še zakurbljati. Ne, pa sej je. Vidim, da me ni noben. To bo zdaj priletelo. Dobro, bomo zaključili. Juri, ne? Ko jaz vklopim svoje mašine, je konc, nekaj zdaj pa druga mašina. Se pa začnejo leteti. Hvala lepa. Res. A bi še eno kavo? Vidim, da ste vmes že dvakrat po tem posegu. Ja, tako pogledaš, ne, ampak ni. Ja, je še. Vam z veseljem naredim še eno, če bi. Je bila. Ok. Ampak zato delajo šalce, bele šalce delajo za kavo, da vidiš, da je še kaj not, ker tle ne moraš vedeti. Nordica ima jaz sem se vam izpovedal, čisto sem povedal, pravzaprav nobene skrivnosti. Ja, sej, zakaj pa bi jih imeli? Ampak vidite pa, da je zanimivo, da se moraš upirati. Zdaj, to je že postprodukcija. Mene je bilo najbolj žal, da je največje priznanje za fakultete bilo to, da so sodelovali v evropskem projektu z enim predmetom. Ne? To pomeni, da si ti med 25 fakultetami si izbran. In zdaj ta ista fakulteta zaradi tega, ker te namarajo, noče to, ker ti... Pa jaz mislim, da bi, pa se tudi... Vi poznate ta slovenstvo, ali pa za tega kolega Nejca, no? Vidmarja, veš? Da ti imaš tako dragocenega, ne? Aha, ja. Vse sem mi pol povedal, se veste, kaj prav, pa ste ga ven vrgali in ne bo, ne? Ker saj to, da mu dali tistega Jurija pa Puk, se veš, da to ni nič, ne? Da plača, ampak tudi to niste mogli, no? Potem ga pa poklicala norveška vlada, ki je v eno skupino, če bi nekaj svetoval. Sem rekel, kaj super, vse. Ja, idealno. Ampak je noro, ne? Ja. Ampak dobro, bo bilo že namenjen, da to na svoje naredi pa tako. Ja, ampak jaz sem dal skozi to, ker se je videl, to je res postprodukcija, to vam povem kar tako. A ja, to ne smemo več objaviti, ker da v bistvu vidiš, da ti ni bila naklonjena fakulteta, nikoli. Veš, da je bilo treba vedno narediti, vztrajati, ne? Ampak to je prvi vsem, se to vi najboljš veste. Ne vem če, ne vem, ameriške fakultete, pa ameriških ne poznam. Angleške fakultete vse naredijo zate, če bi naredili. Ja, v tem smislu, to pa ja, to sem pa videl ameriške fakultete, koliko jih recimo bil sem ne na arhitekturi, ampak na biznis. To naredijo vse, da bi oni odprli biznis in uspeli. Vse. Zdaj so pa mi še zmeraj imamo to majhna sredina, vsi se poznamo
vsi mislijo, da to ti drugim posegaš v zelje, ne? V bistvu pa delaš tisto, kar on ni naredil. Ne? Tako da ta renesančnost me je ves čas. Ampak v tem, ki ste ta digitalni klas delali, to imate vi ta predavanja, ali kako? Obstajajo, ne obstajajo. Po mojem šlo to iz neta ven. Ker jaz sem mal, ampak ni nič kaj navdušen nad tem. Mal sem prepričeval Aleša, da bi ta svoja predavanja spravil. To je bilo bolj. On je imel bolj ta, ne, jaz nisem v ta predaval, nisem imel govorjena Aha, ne tako. Ne. No, ker njegova, jaz sem že zdaj. Ne, mi nismo imeli to, ker to je bilo prehudo, to se ni dalo narediti. Mi smo imeli tekste, ne, ki je bilo bladno, no. Ja. Ti si naredil tekste, ki so nas sami študirali, ki se moraš sam študirati. Ja. Ker online je to. Takrat je bilo Oni še... so zahtevali to, da ni to govorjeno. Ja. Online je to, da ti sam študiraš. Kjer je že ta profesor iz BB, iz Fakultete za računalništvo, on je bil ta e-learning zelo upet. Ne Benčina, ne vem, pa se vi spomnite, s kom ste On je tudi sodelovali. predaval, on je naredil ta program, kako se že može reče? Čakaj. Ja, nek program. Orange. To pa ne. Da pogleda, ne? Kako? On je Orange naredil program za obdelavo podatkov, za v bistvu, kako se mu reče že, no? Mislim, vem, kako se reče, za data mining. Aha, ok. Data mining program naredil Orange, on tudi predaval pri tem predmetu in pa seveda so tako, kako imam tle skrb na arhitekturi. Mislim, pustva, ne. Hočem reči, da je skoč polena pod noge je težko. Ampak na srečo smo bili neka klapa, ne, veste, ki je znala sebe protok nekako podpirati, no, da mi nismo skregali, ne, in to je veličina, ne, tega trenutka, da tista skupina Parabejo se je ves čas podpirala, no, veš, to je, se moraš podpirati. To sem vam po hodu povedal.